Posavsko gospodarstvo lani doseglo dobre rezultate. Muzejsko zbirko IMV stalno dopolnjujejo. Zgodbe rok in krajev prinesle 5 novih izdelkov. Dober večer. Za posavsko gospodarstvo je bilo leto 2018 eno najboljših po prihodkih, saj se jih je nabralo za več kot 4,2 milijarde evrov. Naročila pa kažejo, da bo novo leto lahko še uspešnejše, je dejal direktor Območne gospodarske zbornice Posavje. 60% skupnega prihodka je bilo ustvarjenega na tujih trgih. K dobremu rezultatu je, kot vedno, precej prispevala energetika z družbo GEN-I, vendar so bile na splošno uspešne prav vse dejavnosti v regiji. Kar se tiče dodane vrednosti, ki jo bo gospodarstvo Posavja ustvarilo, računamo, da bo nekje več kot pol milijarde, kar je zelo obetavno. Na drugi strani pričakujemo, da se bo neto dobiček ustalil nekje pod 100 milijoni. Kar pa se tiče tega glavnega pokazatelja, iz katerega izvirajo potem pa tudi vse plače in tako naprej, pa se pravi dodana vrednost na zaposlenega, pa pričakujemo, da bomo še vedno nad slovenskim povprečjem. Po naročilih za tekoče leto ni strahu, da bi se obseg proizvodnje v posavskih podjetjih krčil. Marsikatero podjetje ima že danes naročila za leto 2020. Nekatera podjetja imajo že, ki so tradicionalno sicer vezana na storitve, pa so včasih imeli pokritost naročili za nekaj mesecev, imajo zdaj pokrita naročila za najmanj pol leta ali več. Nekatera podjetja imajo celo rezervacije za leto 2020 in pa celo za leto 2021. Med tistimi, ki so bistveno izboljšali poslovni izid, je tudi Krški Kostak z več kot 15% povečanjem prihodkov glede na leto 2017. Precej so naredili na področju ravnanja z odpadki, rešujejo tudi problem odlaganja za dobršen del Slovenije. Na področju gradbeništva je nekako klasično leto izjemno, ampak smo zaključili sortirnico v Mariboru, ki je to za nas zelo veliki uspeh, da je to najsodobnejša sortirna linija trenutno v Sloveniji. Projekt je bil vreden 12,4 milijona evrov. Kostak ima še hčerinske družbe in skupaj več kot 520 zaposlenih. Narejeno bo med 70 in 80 milijonov prometa in na ta način mislim, da smo se približali tistem, da bomo spet ostali med 100 najmočnejših in najuspešnejših skupin v Sloveniji po izboru revije Financ. Ne le povečanje prihodkov, cilj gospodarstva je povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, pravijo na gospodarski zbornici. Iz povprečno 43 tisoč evrov, kar znaša danes, naj bi se do leta 2025 dvignila na vsaj 60 tisoč evrov na zaposlenega, pravi Gorišek. Uspešna novomeška podjetja Revoz, Adria Mobil in TPV, ki so se razvila iz nekdanjega IMV-ja, so pred leti podprla zamisel kluba prijateljev IMV o ureditvi muzejske zbirke IMV. Tako so v muzeju v Drgančevju aprila 2011 postavili na ogled dostavne avtomobile, prikolice in osebna vozila, pa tudi precej drugih vozil. Zbirko stalno dopolnjujejo in snujejo načrte za naprej, nam je povedal predsednik društva Franci Štupar. V 200-članskem klubu prijateljev IMV, ki obstaja od leta 2002, so želeli poskrbeti za to, da industrija motornih vozil na Dolenjskem in njena dediščina ne bi šli v pozabo. Večji projekt je bil ureditev stalne muzejske zbirke vozil v Drgančevju, kar jim ne bi uspelo brez podpore občine in omenjenih podjetij. Je to zelo pomembno za naše naslednike, da bodo vedeli, da bodo videli, kaj je bilo narejeno v IMV-ju in kaj še bo. Ker mi smo to zastavili od 54. leta naprej, ko je bil prvi avto tu razstavljen, pa do danes. V Drgančevju imajo 2 razstavna prostora, v katerih je tačas na ogled skoraj 50 vozil. No in vsa ta vozila so bila dobro ali sestavljena ali pa narejena tule. Imamo pa tudi nekaj proizvodov, ki pa niso tu razstavljeni, ampak nekje posebej, ki so recimo Renaultovih, ki so šli preko naše prodajne mreže in tako dalje.
Širiti se na obstoječem mestu več ne morejo. Zato dolgoročno že razmišljajo, da bi na grmu nekje s promocijo turizma, pa tudi s promocijo tega industrijskega turizma uspeli skupaj narediti en objekt, v katerem bi to zbirko preselili in jo tudi še nadgradili. Še naprej bodo tako sodelovali z Revozom, TPV-jem in Adrio Mobil. In moram reči, da je že kar veliko obiskov, da je recimo, bom na pamet rekel, 1500 na leto in to za začetek mislimo, da je kar dobro. Tudi v podjetjih usmerjajo svoje obiskovalce v muzej, kar jih še posebej veseli. Mirenski občinski svetniki so se sestali že na drugi redni seji v novem mandatu, na kateri so sprejeli predloga proračunov za leto 2019 in 2020 ter ju poslali v javno obravnavo. Ker s 1. januarjem občina še ni imela sprejetega proračuna za to leto, predvidevajo, da bo njegova druga obravnava na občinskem svetu sredi januarja, so svetniki sprejeli sklep o začasnem financiranju občine do konca marca. Občina za to leto predvideva 3 milijone 300 na prihodkovni strani in 3 milijone 600 na odhodkovni strani. Razliko pa predstavlja zadolževanje skladno s sklepom občinskega sveta izključno za investicijske projekte. Mi predvsem v preteklem mandatu smo bili izrazito investicijsko usmerjeni, mogoče leto 2019 malo manj, ampak za naprej pa absolutno načrtujemo še večje investicije. Za leto 2020 načrtujejo 3,4 milijona evrov prihodkov in dobrih 3,7 milijona evrov odhodkov. V novem mandatu sicer nadaljujejo začrtane projekte v prejšnjem obdobju. Občina Mirna je že naročila projektno dokumentacijo za obvoznico oziroma je že v izdelavi. Pričakujemo, da bomo v letu 2019 to projektno dokumentacijo PGD in PZI tudi prejeli in s tem postavili pogoje za odkupe zemljišč. Za kar bo zadolžena Državna direkcija za infrastrukturo, s čimer bodo korak bližje k dolgo pričakovanemu začetku gradnje obvoznice. Ta obvoznica je nujno potrebna tako za razvoj celotnega gospodarstva na Mirni in v celotni Mirenski dolini. To je nujno potrebno zaradi pretočnosti prometa na relaciji Sevnica-Trebnje in seveda tudi zaradi varnosti prometa skozi center Mirna. Preko 8000 vozil dnevno prečka Mirenski most, zato si bodo prizadevali za čim prejšnjo izgradnjo obvoznice, vsekakor pa v tem mandatu. Zelo pomembna naložba bo tudi širitev vrtca Deteljica na obstoječi lokaciji. Najprej bo treba pridobiti dokumentacijo. Nadalje dokončanje vodovodnega omrežja v povezavi Selo, Sejenice, Migolica, Migovska gora in pa seveda še cestna infrastruktura, v katero letno vlagajo do 150 000 evrov, dodaja. Župan je sicer na seji za podžupana imenoval Zorana Remica. Za 5 novih izdelkov, ki so nastali v okviru projekta Zgodbe rok in krajev, je bogatejša bera dolenjskih rokodelskih izdelkov. Po eden za občine Trebnje, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Ivančna Gorica, eden pa povezuje vse 4 in je skupen. Nadgradili so obstoječe rokodelske izdelke in jim dodali zgodbo, skupen izdelek pa je igra Spomin, na sličicah katerega so rokodelski izdelki. Kot opomin in pa spomin za otroke, da se bodo zavedali teh rokodelskih dejavnosti skozi igro in pa na drugi strani, da lahko dodamo kakšen par in to z največjim veseljem, ko se pojavi nov rokodelec ali pa rokodelska dejavnost. Za Žužemberk so pripravili venček rožic iz krep papirja in potkev za srečo, za Dolenjske Toplice med iz Kočevskega Roga, domač zeliščni čaj in žajbljeve bombone, za Trebnje pa čaj za 2. Ta čaj je zaradi tega poseben, ker če piješ čaj iz teh skodelic, se lahko družiš nekoliko dlje, saj čaj ostane topo dlje časa. Za Ivančno Gorico smo za Dom Kranjske čebele naredili pečat in pa sestavine za peko piškotov. V projekt je sicer poleg lokalne akcijske skupine Stik vključenih še 9 lasov iz vse Slovenije. Tovrstni projekti so pomembni, saj ohranjajo rokodelske izdelke kot del žive dediščine, nekatere pa tudi iztrgajo iz zgodovinskega spomina in spet oživijo.
Namenjen je pa usposabljanju, najprej odkrivanju rokodelcev po Sloveniji, potem njihovemu usposabljanju in kot najvišja dodana vrednost, ena od večjih dodanih vrednosti projekta, pa je razvoj novih rokodelskih izdelkov. Projekt je financiran iz Evropskega regionalnega sklada in prispevkov občin pobudnic Lasa. Že 26 let pihalni orkester Krka konec koledarskega leta obeleži s tradicionalnim prednovoletnim koncertom v Kulturnem centru Janeza Trdine. Na koncertu prikažejo ustvarjalni presek leta. Leto 2018 je bilo za njih prijazno, saj so poleg domačih odrov izkusili gostoljubje avstrijskega Innsbrucka in z gostovanjem v belgijskem mestu Zele še dodatno potrdili globoko prijateljstvo s skladateljem Bartom Pikerjem. S tem se širimo obzorja, tudi v končni fazi naše možnosti za gostovanja in samo prepoznavnost orkestra, ki se na ta način širi po celi Evropi. Domači prednovoletni koncert je za njih vedno pravi izziv, ki pa ga poslušalci vedno nagradijo z velikim obiskom. Ja mislim, da s koncertom prinesemo dobro glasbo, pozitivno energijo, nek uvod v praznične dni. Ljudje si majčkeno oddahnejo z nami od tega hitrega tempa. Vsako leto se mi zdi, da je hitrejši način življenja tempo. Mi pa poskušamo s tem koncertom prinesti tisto umirjenost in praznični duh. Za tovrstni projekt je razumljivo potrebno tudi kar nekaj priprav. Če dalje več nas je v orkestru, sedaj že 70, ampak seveda z veseljem nastopamo v dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine. Tukaj se počutimo res domače, tukaj smo posneli naš prvi CD, tako da brez tega dogodka si v bistvu ne predstavljamo zaključka leta. V tem letu so odločni, da nadaljujejo malo bolj umirjenem ritmu, čeprav jih kmalu čaka še ena glasbena poslastica. K nam v marcu prihaja res svetovno znani skladatelj, ki ga lahko štejemo med top 5 svetovnih skladateljev, to je Philip Spark iz Anglije in se že izredno veselimo sodelovanja z njim. Konec marca pa se bodo z novo glasbo zopet predstavili v Novomeškem hramu kulture, takrat v sklopu Novomeškega abonmaja. Praznikov je konec, učenci in dijaki so vnovič sedli v šolske klopi, večina pa se je vrnila na delovna mesta. Običajno, ko se prazniki končajo, že razmišljamo o naslednjih. In kako bo s prazniki v letu 2019? V letu 2019 bo za tiste, ki konec tedna in o praznikih niste v službi, 116 prostih dni, 52 vikendov in kar 12 praznikov med tednom. Prva priložnost za podaljšan konec tedna bo že februarja, saj kulturni praznik 8. februar pade na petek. Marca praznika ni, naslednji prost dan bo tako na velikonočni ponedeljek 22. aprila. 27. april, dan boja proti okupatorju, bo sicer na soboto, bosta pa 1. in 2. maj na sredo in četrtek in to bo znova priložnost, da z le nekaj dnevi dopusta pridete do daljšega oddiha. Dan državnosti, 25. junij, bo na torek, naslednji praznik, 15. avgust, Marijino vnebovzetje, pa na četrtek. Na četrtek pade tudi dan reformacije, 31. oktober, 1. november, dan spomina na umrle, pa na petek. Ostaneta še dva praznika, in sicer Božič in dan samostojnosti, 25. in 26. december, ki bosta na sredo in četrtek. Več priložnosti torej, da se z le nekaj dni dopusta pride do daljšega oddiha. Sploh v tistih poklicih, v katerih je to mogoče. Mnogi poklici namreč koncev tedna in praznikov ne poznajo. Kot na primer poklici v medijih. Toliko iz uredništva novic. Želim vam prijeten večer in nasvidenje spet jutri.